Čau! Tudi danes nadaljujemo zgodovino filma in to prav tam, kjer smo pravzaprav zadnjič končali. Tam nekje bomo danes začeli. To je pri pojavu zvezdništva. V času, ko so servisni uradi šele ustanovili oddelke za odgovarjanje na pisma oboževalcev z vsega sveta, ki so v zameno za lepe želje nazaj pošiljali fotografije s podpisom zvezdnikov, oziroma bolje rečeno njihovih tajnic. Fanatičnim malikovalcem, ki so prosili tudi za osebne predmete zvezdnikov, so po novem rekli fani, kar je v bistvu okrajšava besede fanatik. Tiskovni predstavniki zvezd pa so fane mirili s kratkimi novicami o tem, kaj njihovi oboževanci najraje jedo, koliko ljubljenčkov in ljubimcev imajo, kje so se rodili ali kaj podobnega. Recimo kavboj William S. Hart se je na primer ponašal z raskavostjo starega samca, se razkazoval v ponošenih in zanemarjenih oblačilih, kot nekako pritiče kavboju. No, njegov tekmec Tom Mix se je nosil kot operetni kavboj in si nadeval svilene srajce, srebrne ostroge in vezene hlače. Kamorkoli pa je šel, je, pazite to, vodil s sabo belega konja. S časoma je zvezde potem začela zlorabljati celo ameriška vlada. Uspeh vojnega posojila leta 1918 je namreč zagotovila turneja, ki so se je udeležili Charles Chaplin, pravkar omenjeni William S. Hart, Mary Pickford in Douglas Fairbanks. No, slednja sta se 2 leti kasneje poročila. Zdaj, če se Douglasa ne spomnite, pa naj samo omenim, da je bil prav on prvi filmski Zorro. V tem času so začeli v Hollywood z vseh strani prihajati mladi, da bi tudi sami dosegli slavo,
Ampak so v najboljšem primeru nekateri postali statisti s plačilom približno oziroma največ $3 na dan snemanja. In tukaj je bil recimo tudi Italijan z imenom Rudolf Valentino, ki je imel vseeno srečo. Režiser Rex Ingram ga je namreč najel za vlogo v filmu Štirje jezdeci apokalipse in v obleki gavča je tako dobro plesal tango, da se je vanj zaljubil praktično ves svet, dobesedno. Tisoči in tisoči mladeničev so mu želeli biti podobni, si z briljantino mazali lase, brili ošiljene zalizce, se oblačili v mlahedrave hlače. Avgusta 1925 je Rudolf Valentino na vrhuncu slave v New Yorku nenadno umrl zaradi razlitja slepiča. Po ameriški navadi je bilo njegovo truplo na ogled v mrtvašnici in kar 50,000 oseb ga je prišlo pogledat. Ko se je pripeljala na ogled tudi njegova zaročenka, igralka Pola Negri, se je ljudem zmešalo. Razbili so šipe mrtvašnice in šele več policijskih enot na konjih je ponovno vzpostavilo red. No, njegovo truplo pa so položili na poseben vlak, ki je prevozil praktično vso Ameriko, in ko je prišlo truplo v njegov dom v Hollywoodu, so fani hišo oropali spominov, tako rekoč. Ženske, ki so ga objokovale, pa so morali dobesedno odvleči iz groba. In še več kot 30 let je na vsak 23. avgust na njegov grob prihajala množica žena, oblečenih v črno, in mu prinašala cvetje. Ene so se celo delale, da so njegove žene. No, njegova smrt naj bi pomenila višek zvezdništva. Nekateri celo trdijo, da za Valentinom nihče ni dosegel njegove slave do današnjega dne in nobena igralka pravljičnih plač male Mary Pickford. No, leta 1929 pa se je veliko zvezd prestrašilo prihodnosti, saj se je pojavil mikrofon.
V Hollywoodu se je nekega dne, malo po atentatu na Franca Ferdinanda v Evropi, znašel tudi mladi pruski grof Erich Oswald Karl Maria Stroheim von Nordenwald, ki je v Evropi iz neznanih razlogov izstopil iz pruske vojske in se podal čez veliko lužo. Odločil se je, da se, v slogu seveda filmske vročice, ki je takrat zajela mesto, tudi sam preizkusi v tej umetnosti in tako je šel vsako jutro 12 kilometrov peš do Sunset Boulevarja, ker se mu je zdel tramvaj predrag. No, ob 6. zjutraj sta vsako jutro pred vrata studia tja prišla asistenta in med ljudmi, oblečenimi v razne kostume, ker je bilo menda tako lažje priti v film, izbirala ljudi. No, Stroheima je to spomnilo na sramoten trg tirolske vasice, kjer so veleposestniki tako izbirali svoje hlapce, pa tudi krave. In povedali so mu, da bo lažje dobil delo kot kaskader. Tako bi za skok v ogenj ali z visoke pečine dobil $5 na dan in tako je Stroheim postal kaskader. No, nekega dne ga je najel asistent Thomasa Insa, da bi z visokega jeza na Pacifiku s konjem skočil v morje. On je bil za, no konj pa ni bil ravno za, dokler mu ni nek veteran vrgel pest rdeče paprike v oči konju, ne Stroheimu. Stroheim pa ni izpustil vajeti in dobre pol ure je trajalo, da ga je pomiril in pripeljal nazaj k bregu. Tam so ga potem aretirali, ker so ga 3 starke prijavile zaradi slabega ravnanja s konjem in noč je preživel v zaporu, kjer se je nalezal tako bolh kot tudi prehlada. No, kmalu zatem je dobil delo pri Rojstvu narodov, kjer so mu obraz namazali s črnim loščem, da je lahko nastopil kot hudoben zamorec. V tem filmu si je potem polomil 2 rebri in moral ležati doma, ampak se ga je prijatelj snemanja usmilil in mu priskrbel rednejšo zaposlitev. Tako je pri filmu Nestrpnost celo asistiral Griffithu. Nekaj mesecev zatem je film propadel. Predsednik Wilson pa je Nemčiji napovedal vojno. Cecil B. DeMille je dal zgled s propagandnimi filmi, ki so takrat v Hollywoodu praktično vzbrsteli. No, v enem od njih je Stroheim dobil prvo veliko vlogo. Igral je nesramnega in surovega pruskega častnika. No, Stroheim je bil na vlogo tako ponosen, da je seveda potem svojo zaročenko peljal gledati film, ko je prišel ven. Ampak ga je ona zaradi te poteze skoraj zapustila. Na platnu naj bi namreč videla njegovo pravo naravo, mu je rekla, to, kako je hudoben in da je končno sprevidela, da ne bo njegova žena in naj najde kakšno drugo. Dobesedno v joku je moral razlagati, da je to na platnu zgolj fikcija, izmišljena stvar, da ga nazadnje potem vseeno ni pustila.
No, poročila sta se, samo pa že začeli potikati, da je tako uspešen samo zato, ker je avstrijski vohun. Stroheim je kmalu zatem vstopil v ameriško vojsko, no po demobilizaciji pa ga je Karl Laemmle najel kot zvezdnika in oglaševal prav z napisi, kot so Stroheim, mož, ki ga boste z veseljem zasovražili. Blagor mu, ne? Ampak kakorkoli, Stroheim je v filmih Zakon gora in Vražji vetrih vseeno zasloval, zato mu je Laemmle zaupal režijo filma Nore ženske, ki so ga pa oglaševali tako, da so na plakate napisali Erich von Stroheim, Nore ženske, dosedanji stroški $132,485 ameriških dolarjev. Gasilci pa so potem vsak četrtek splezali na lestev in spreminjali te številke. Tako hitro, kot je postal slaven, pa so Stroheima tudi zavrgli. Saj se je slabo razumel z Laemmlovim tajnikom. Ta ga je namreč obdolžil, da je porabljal preveč denarja. Za svoje filme, seveda. Posebej mu je šlo recimo v nos, da naj bi ponovil bojni prizor, ker mu ni bila vojna oprema statistov dovolj natančno izdelana. Še manj pa mu je odpustil neznaten znesek za film Nore ženske in sicer, pazite to, za napeljavo električnih zvoncev, ki jih občinstvo nemega filma tako ali tako ni moglo slišati. Ko so ga pri Universalu torej odslovili, se je odločil nov film, Pohlep, Greed, posneti kar na ulicah in v stanovanjih, opisanih v romanu Franka Norrisa, ki pa ga je v tem filmu pravzaprav adaptiral.
Stroheim je strani novega direktorja MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, kljub starim zameram dobil režijo Vesele vdove, narejene po znani opereti. Stroheim se je odločil, da bo odslej snemal le naročene filme, nič več umetniških. Saj so mu pohlep pri filmski družbi producenti povsem razmesarili in potem zmontirali po svoje, kar mu ni bilo všeč. No, kasneje ni imel več veliko sreče tudi na splošno v življenju. V snemanje je dobil recimo film Kraljica Kelly, namenjen eni najslavnejših kraljic nemega filma Glorii Swanson, ampak je vmes prišel zvočni film in povsem ustavil delo in snemanje na filmu. Enkrat takrat si je potem Stroheimova žena v neki nesreči še tako opekla obraz, da je ostala iznakažena in ni več sploh stopila iz hiše. No, Stroheim pa je bil na hollywoodski črni listi, sprejeli so mu le še par scenarijev, napisal je potem še par romanov, sicer pa si je našel novo, že tretjo domovino, tokrat v Franciji. In kot ste verjetno že posumili, se je v tem času za film začel odpirati nov svet, svet zvočnega filma, ne le ozvočenega. In Paramount je že začel zidati novo stavbo v New Yorku, za katero so napovedovali, da bo stala $17 milijonov, segala v višino 130 metrov in štela 30 nadstropij. Za krono bo svetleča se obla, v srcu poslopja pa razen velike kinodvorane še tako imenovana Veža narodov. A več o začetkih zvočnega filma že v prihodnji oddaji, seveda ponovno v sredo ob 20. na Megafon TV. Se vidimo!